V krajevni skupnosti Veliki Podlog, ki šteje dobrih 1200 prebivalcev, 25. junija obeležujejo krajevni praznik. Tega združijo z vaškimi igrami, tradicionalnim družabnim dogodkom, ki vsako leto privabi veliko število udeležencev in drugih obiskovalcev. Predsednica krajevne skupnosti je ob prazniku predstavila pridobitve in projekte, ki so zaznamovali minulo leto. Zdaj, kot vidite, stojimo na že obnovljenem oziroma zaključenem projektu kompletne infrastrukture Jelša Gorica. Zdaj se še določene stvari se dokončujejo, ampak načeloma je to urejeno. Ureditev celostne komunalne infrastrukture je v vaseh Jelše in Gorica potekala 2 leti. Kot vemo, je bil zgrajena čistilna naprava, ki je tle dol zadaj za poljem, ki bo potem napajala vsa kompletne še druge vasi, ko bodo končane. Sledi namreč še ureditev v naseljih Veliki Podlog in Pristava. Čakamo na razpis, ko bo razpis zunaj za Pristavo in Veliki Podlog, potem predvidevamo, da se bodo tudi dela pričela. Časovnica še ni potrjena, tako da to zaenkrat še čakamo, je pa obljubljeno, da naj bi se nekje začelo v naslednjem letu. Vse omenjene ureditve bodo povečale tudi prometno varnost za vse udeležence v cestnem prometu in prav tako izboljšale kakovost življenja na urejenem območju. Zdaj za krajane, kakor smo že rekli, je treba biti malo strpen. Saj vemo, da smo slabe volje, ker ne moremo iti ali pa nimamo prevoza. Recimo največ težav smo imeli z šolskim avtobusom, ker je bila, ne glede na vse skupaj, je bila cesta kar zaprta v bistvu skoraj leto pa pol. Na to moramo biti pripravljeni tudi nadalje. Nekaj smo se zdaj naučili, bomo poskušali pa to že pred začetkom projekta na to vplivati, pa potem ljudi malo bolj ozavestiti oziroma malo bolj pokazati, ker tle potem se je kar nekaj dogajalo, pa niso bili obveščeni in potem, če ne veš, si potem tudi slabe volje, če pa si na nekaj pripravljen, pa tudi verjamem, da se da z dobro voljo. Ampak zdaj, ko je narejeno, mislim, da so vsi veseli. V načrtu pa je tudi gradnja nove podružnične šole z vrtcem v Velikem Podlogu, za kar trenutno pridobivajo gradbeno dovoljenje. Tako da, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, potem, kot je bilo obljubljeno, v bistvu v 2 letih naj bi se potem po pridobitvi gradbenega dovoljenja začeli graditi. Jaz upam, da bo tudi temu tako. Podružnična šola Veliki Podlog je še zadnja podružnična šola v občini Krško. V šoli od 1 do 4 je nekje med okrog 60 učencev in pa imamo tudi 3 oddelčni vrtec, za kar pa tudi v sami krajevni skupnosti je premalo prostorov, tako da jih vozijo od Rake do Podbočja, Krškega, Brestanice in povsod. Tako da nažalost smo res nujno potrebni tega, pa tudi vasi se širijo oziroma naseljujejo mlade družine in tako da za naprej se ni bati za podmladek. V načrtu pa je še nekaj manjših ureditev. Sama krajevna skupnost bi radi tudi, tlele smo zdaj na Jelši, bi radi uredili tudi tole igrišče še, ko nam manjka, oziroma tale pa objekt obnovili, tako da v naslednjem letu, ker letos nismo imeli vseh postavk odprtih na proračunu, tako da bomo za drugo leto to popravili in upam, da drugo leto uredimo tudi Jelše, tako kot so ostale vasi. Proračun krajevne skupnosti sicer znaša dobrih 50 000 evrov.